Ja, kje si ti lepotička, živjo? Kar vrtam za Stefanico. Ja, kako lepo. Ja, sam, ni pa tako lepa, kakor ti. Ti si pa skoro najlepša, kakor sem jih videl. Veš, kaj bi bilo še lepše? Najmi otroci. Glej tebe. Poglej mene. Daj, jaz sem na materju zarezerviral, pa se lepo useti. Kako sta ti romantičen? Nisem še spoznala po pozornosti, pa ne moram verjeti, da imam tako srečo. Ja, jaz bom s tabo ravno, kakor da si moja kraljica. No ja, zdaj mi kaj povejo se. Mislim, da so tele ljubice, ker same po sebi zgovorne. Sej, hodil sem na srednjo šolo Jesenice, pa sem še malo vojsko. Tako nazivam pa svoj flet, ker sem dobil nek jak job, povišico, tako da lahko kdaj prideš k meni. Imam 3 sestre, v glavnem, z mami se ne razumem čist dober, ampak ženske dobi 100% razumel. Kaj pa ti, Klej? Kaj pa ti zvoni telefona, ti to in piše? Sam svoj devan horoskop berem. Ne, no, pa ja nisi ena izmed tistih, ki verjamejo v te pizdarije, to so ponavadile feministke, no. Ne, nisem, ne, samo se priljubja, kaj pa na čas se malo za hec pogledam. No, sej, glede na tvojo lepoto lahko prezrem kakšno tako pomakljivost. No ja, kaj pa se ti gledaš po horoskopu? Ja, tako, avgusta imam rojsten dan. Ti si pa lev, moram verjeti, da se še v tem ujemava. A veš, zdaj so taki čist dominantni. Ja, to už pa še videla, ne? Ne boš verjela, kakšnega tipa sem spoznala. Vse mi povaj. Se sploh ne morem opisati z besedami. Ne moreš si sploh predstavljati, koliko je on pozoren, koliko je romantičen, koliko je pa še le hud. Komaj čakam, da ga boš videla pa spoznala. Ja, enako. 3 mesece kasneje. Pa dober, ženska, nič ne diši, Kle. A mi nisi nič skuhala za 100 prvenč, viš, pa še večerja mi ne moraš skuhati. Pa kvaš s tabo, pa zakaj misliš, da jaz imam žensko? Pa kdo te spet kliče? Kdo si, zakaj kličeš mojo žensko? Ja pa dobro, no, a zdaj te še preklica ne more poklicati, kam v školu bo sunanga diha. Je samo slab dan, mano. Misliš, par slabih tednov. Vse jutro bo boš. Ja, no. Kdaj bo ljubezen postala veselje? Kdaj zame, kdaj zate, za vse, ki to čakamo. Rad za ti korakamo, ga z nasmihom in odprtimi rokami čakamo. A ker oko opazi, na besede pred nami ne pazi. Zaljune, kar mi gre, dobro pogleda me smeje. In reče mi, da važem, da srce se mu več ne skri, da ljubezen v njem ne gori, da zame ga ne skrbi. A jaz, mila in polna, zato sem kriv. Polna bolečine, čakati, dokler me ne. Ne mine njegova jeza, čakati, da zacevi se zareza, nastala je v srcu. Ampak sej moj je, ni važno. Važno je, ko me zopet kratima, ko zopet hud ljubezni mi da. Ko spet melodijo veselje igra, spet mi da upanje, da nekoč bo bolje. Spet čakam in čakam, se vračam in vračam v lepe trenutke. A tiste občutke, ko skupaj sva bila, srečna sva odšla, a vedno znova je nas. Jaz vedno znova naredimo
napako. Vedno znova je odšla. Vedno znova tisoč novih želja. O tem, kako bi moral biti drugače. Čakam na spremembo, kako čakam in čakam, se vračam in vračam. Spet znova se spominjam in počasi jaz se spominjam. Razčutno podobo želiš si samo eno, odrešitev, da dobiš željeno, dobi moč, da odide, dobi moč, da vzide. Znova kot sonce, da spet rodi se, skri se, veseli se, ne izgubi se. Ampak to samo sanja, sanja in sanja. V resničnosti občutek obžalovanja, ker resničnosti pa kaže, da obsojena je dan. Brez njega ni ona, z njim ne spoznona. Vedno bo tako, zadelo bo zelo, bolelo krepko in ovenelo strašno. Čakala in čakala pomoč, čakala in čakala, da bo večina prekoč. Čakala in čakala, da nekdo se jim pokaže, čakala in čakala, da sreča se jim prikaže. Ampak ne, vseeno mi je. In jaz doživim še en mali poraz. Čakam in čakam, da reče mi vsaj nekaj, da srce mi vztrepeti. O, kako lepa si. In moje skrbi odtavajo.
čakam na to, da ne bo mi več hudo, na njegovo potrdilo, da moje telo, obraz, da jaz ne bo več tisto, zakaj vsak dan isto vlagam svoj trud. A on je pač krut. Vse, jokanje, čakanje, še vedno za mano. Pa to klima stanje sem imela. Rekel mi je, da sem lepa, končno. Ampak to bo samo v sanjah. Ojoj, zdaj je on v fitnessu. Se pravi, če je on v fitnessu, sem tudi jaz v fitnessu. Evo, kaj sem že redi. Še me parfumirati se prav. Mogoče bomo blizu. Ne sekiraj se, bod taka, ka si. Ni ti treba iskati pozornosti od ljudi, ker vem, kako lepa si. Navzven in navznoter. Nehita. Nobel ne ve, kako je, ker na Instagramu pa na socialnih omrežjih gleda same ideale. Ampak v resničnosti vsi pravijo, bodi taka, kar si, vsi hočemo naravne ženske, ampak jaz itak pa nisem všeč, da sem naravna, sem z make-upom. Nikoli ne bom všeč, nikoli. Zavedno, da bom čakala. Tanja, daj prid to pogledat. Vlak z več kakor 100 evropskimi poslanci na mestu Strasbourg pelal v Disneyland. Je pa to stara novica, pa mam sem to slišala glih ene 3 mesece nazaj. A ja, dobro, no. Saj še vse je fajn kaj tacga prebrati. Naši politiki so itak same ulice. Ti, da bi bil na njihovom mestu, bi se tak čisto izposobili. No, to pa sigurno ni res. Aj, mami, nekaj imam. Ja, djetka, začemo se zdaj zgovarjava po tebi. Tole kupa. Ni se savsko, se sam kura gor pa dol, da se naš cel cajt pritužvala, koliko zelo veliko je šli v tej bajki za nares. Jo, te naprej račune plače, pa se pa lahko o tem zgovarjava. Sej, vse ne cel cajt. Nekaj znam. Lepo je, Neška. A ti to pogledal? To je mami, to si ti, to sem pa jaz. Miška, umetnost ne nam nikamor poslala v življenju. Raj pa je kakšno knjigo prebrati, bo veliko pametno. Pa če ne znam brati, no aj. A mi prineseš en film? A se ti zdi, imaš svoj rad, vstan, da si pa izdiska. Da bo pa še tvoja sluškinja. V 13 let kasneje. Okej, zdaj pa učit. Kogar prav profesorica Gerbec, edina moč iz revščine je izobrazba. Tega propada, da bi se mu nekaj družili. Prvo vprašanje.
Kaj je osnovna celica družbe? Kaj? Pa to sploh pomeni. Ja, še nikjer nimam napisan. Ful mi je dober ta pot iz revščine. In bi sam mami vprašal, kaj ti treba. Mami, samo eno vprašanje. Če se mogoče kaj spomniš iz svoje gimnazijske ljudi? Kaj je osnovna celica družbe? Preveč sem hotela. A so to kakšni prijatelji? Ali pa to družina? Ma kakšna družina? Pa se ti zdi, da smo mi kakšna družina? Već tvoj tak je vprašal, vse po cela dneve samo sedi pa noč ne dela. Ati, samo eno vprašanje. Se mogoče kaj spomniš, kaj je celica družbe? Ker to zdaj... Mene to res ne zanima. Vpraši svojo mami, ona se ima za ta pametna v tej bajki, pa zmeri misel, da vse ve. Mami, ne boš povedala, ati mi ni pomagal, pa nazaj tebi me je poslal. Ja pa dobro, no, kaj me prištele mi vprašanje? A vidiš, koliko imam perila? Meni v teli hiši noben nikoli nič ne pomaga. Rajte zdravni to perilo. Zdravne perilo, no? Joj, teli otroci. Še perila na zdravljati, to bo živa katastrofa, ko odrastejo. Mislim, saj ne, da triješ vidno v tej bajci, pa saj ne, da bi njem priljubi mož. Tu lahko mogoče kdaj kaj pomagal. Mojem mu ne bi škodil malo daljši sprehod kot do gladilnika pa nazaj. Da viš pa, sam na naslednjo prvo demontujem. To je pa politika. To mi bo pa zdi Ati z njo pomagati. Tako bom sem šel s tem nekaj. Ej, Ati, ful bo šlo dušno. Politiko delam. O, a res, a se v Janezu Janši zgovarjate? Jaz ti povem, on je bilo same dobre stvari naredil. On je nas rešil. Ati Janša sploh ni več v... Ja, vem, krivica, ampak jaz ti povem, Janša je odgovor za vse, mene druge stvari sploh ne zanimajo. Pa kva se jaz sploh trudam, ta družina in tak ni dolgo družina. Pa začnimo. Tukaj imaš račun za stanovanje, račun za smeti, račun za tvoje stave, pa račun za avto, ki se je ta mesec 5-krat popravil. A ne moš kupiti enega avta, da ga naš rabo 5-krat k mehaniku peljati, pa niti enkrat ga nisi ti odpeljal. Aha, jaz, ki se usedem v avto, se nikoli ne pokvar. Če se pa taka baba nesposobna za volan usedeti, ka sploh ne ve, na kateri strani je volan, računaj ga, da se vse pokvari. Ja, hvala Bogu, da imaš ti tako dobro službo, da lahko avto 5-krat na mesec popraviš. Da si me pustil 20 let nazaj, da sem šla delat. Pa nič od tega se nam zgodi. Živa katastrofa. Samo. A sta konc? A si videl to povedati? Mami, ej, Ja, kaj? tudi sem obstajal. Test sem pisala 5, pa ne samo to, 98%. To je skoraj 100%, ne? Kdo pa je pisal bolj od tebe? Zimka Šanjar. Koliko procentov je on pisal? Une jaz to vidim na pamet. Ja, ni ga sramota, no? Ja, No, povej. pa ne vem, mogoče 99. Ja, sramota, mora biti skos moški boljši od tebe. Na koncu boš poštela, ko je s tvojim matem celo nesrečna. Zdaj 98%. Poglej to, v časopisu piše, da je fant tvoje starosti dobil nagrado na likovnem natečaju za svojo sliko. Tebi nikoli nič kaj tazga ne bi ratal. Pa jaz pa ne moram več. Kakor naredim, ni dosti dober za vaju. Mislim, kaj sploh še hočna od mene? Pa lih ti si mi rekel, da me umetnost ne bo nikamor pripeljala. Kako pa ti govoriš z mano? Jaz nisem kriv, če ti nisi nadarjena, okej? Itak ti pa tudi ta šola na očist nič pomagala, glede na to, da boš po
A je kdo doma? Kdo je tako pozen? Ati. A jaz to alkohol vokam, a zdaj už pa sam še pila. Mir, samo eno sem mal pobil. Zablikl. Se je. A je to? Moja draža vina. Kaj boš? Saj eni dobri geni so se obrili. Ajde, zbud se. Ojoj. Mislim, da... Že en mesec je ni v šolo. Pa je sam na žurke hod. Pa sam po tipih se vlač. Pa jej menstro zamuja. Zihelo seča. Kira cipa! Joj, pa jaz že ratujem slepa, joj, čisto nič več ne vidim. Moš mi kupati nova očala. No, očala ti rado kupati. Najprej telefon prav uprem, pa se pa že šlo. Ti kar neki To ni govori. res. On bo me govoril. Res, čisto nič ne vidim, kar neki govori. Dobar je spod, da jaz ne vidim tako govori. Jaz sem najla na internetu. Si samo za 50%. Čaj, a te lahko posluša tako sem pomembanje. A se, kaj se usvoji? Bani, to je... No, dobro, da slišam. No, seča se. Kaj si? Ja ne morem govoriti, da šlo tvoj predalaš, pa pozila sem, da je znamo nekaj. To si svoje živali. Odpusti, evo, gledaš kusa, zdaj pa zgin svoje vajce. Saj bo moj pa mar zame. In kam ne grem? Kaj pa jaz ti mu si delala to? Če, ne vem, kdo je pil. To pa najna neška včasih, da smo ga glasi. Rabenčik. Jo, stari. Jo, kje si? A greš na pir? Ej, danes ne moramo otroka večerjo skupati. Kaj ne moš, se boš ženo doma, kaj pa dela? Ja, ona je šla na kavo s prijateljicam. In ti to dovoliš? Ja, pa jaz že 10 let nisem skupaj večerja, pa sem jaz to vrl. Ma daj pozabi, daj ti z mano. Ej, res ne morem, naslednjič res. Kako si vedel? Doma sem. Evo, pico sem ti prinesel, ti kar pojoj, jaz grem pa spat, ker sem imel tam dolg dan. Okej? Ej, ti, a viš kaj Ja, zagadaš? ej, spat grem, Aršina, ej, pocijaš. Aj, ti no. Wow, kjer zabava na ti, kar fico jim prinesel in to za večerjo. Enim otrokom pustijo jih samo organsko hrano. Rajše šlo z otrokom, kaj pa s prijatelji. To je najbolj popova nočka. Oh, kažem pozora na ti.
ura, no kaj kritiziraš? Ura je že pol 9, končal sem službo 3. Pol 9! A si resna? Ja, čisto res. Miha itak spet ni doma in nimajo otroci nobene večerje in zdaj jaz imam... O moj bog, jaz bi mogla to dokončati do jutra, mene bojo odpustili, če jaz tega ne dokončam. Daj, aloh, nočem preveč od tebe, prosim. A res, aloh. Hvala. O, Lucija! Oprost, ko zamujam. Res nisem vedela, da je že toliko ura, pa veliko sem imela za službo za narediti, ampak se sem nama prenesla pico, pa če hočeš lahko gledala risanke, vem, da ti je Nodi najbolj všeč, a bo ker Nodija, ok, treba. Kira neorganizirana matka, že včeraj je vedela, da bom zdelala cel dan. Lahko bi prejšnji dan kaj skuhala, ne pa da pico domov prinese. Ja, dobro, mami, pa kaj še? Pa kako je lahko služba bolj pomembna od lastnih otrok? Pa to ja, ti spet ležiš, a ti ne vidiš, kakšen svinjak imava midva doma. Ja, zakaj ste pa ideja, že daj pospravkaj. A ti meni to praviš? Jaz sem bolna že 3 tedne. Ti si prehlajen bošček, pa se ne moreš premakniti. Lahko pa seveda gledaš fuzbal, cel dan papir piješ, ano? Ja, A misliš? Ni odrazen, ti si ena nepremičnina in bolj še mene klena okoli. Ne morem te. Kaj pa, če bi mogoče namesto, da bi v piru razmišljal, pomislil, kje imaš otroke, en te čaka v vrtcu, en pa v šoli že 3 ure. Ampak ne, ti boš klele, ko ena svinja. A veš kaj, grem jaz, bolj da sploh se ne bi nikoli poročila. Ma daj. Kakšna žena je to? Kaj pa je mislila, ko se je poročila? Ona je pri hiši zato, da kuha, pospravlja, pa skrbi za otroke. Ta tip je pa
res revček. Žena ga maltretira, on je pa zares bolan. Mislim, zakaj je sploh imela otroke, če zdaj ne skrbi za njih? Spol in enakost. A je to pravica? Kje piše, da moški je več? A je to resnica? Se v zakonih in odločbah mi vsi smo enaki. Sam dejno, ne zatiskajmo si oči, ne bodimo bedaki. Ne pravimo, da za nas ni poskrbljeno, sam ni nam pa vseeno, da čutimo se manjše, tanjše, bolj ogrožene, pa večkrat obtožene. Obtožene izdajstva te naše vrste. Obtožene šibkosti, ker vse nismo čvrste. Naša vloga je, da smo mame, same v sebi v njej smo predane in vsi čutijo potrebo, da izražajo svoja mnenja. Kaj bi rekel čez to osebo? Obtožbe in pripombe, ki jih moški ne dobijo. Misli v nemoči, misli ne zaspijo. Kdaj? Kdaj se bodo razlike poravnale? Kdaj? Kdaj bodo družbo žensko zavedno izbrale? Fantje si zikar zdaj mislijo, pa kaj te bebe sploh hočijo? Sam pomislite, kako je, k nam je sprehodil v temi, za drugo se odločijo. Ker tema in noč pomenijo grozljivost. In lih takrat nam lahko zgodi se grozljivost. Zakaj prišlo je do tega, da moramo zvečer bati se vsega? Zakaj prišlo je do tega, da neenakost je družbina slepa pega? In mi najstnice, mamice ali pa babice, mi samo čakamo, da naš pomen bo bolj cenjen, da naš uspeh večkrat bo omenjen. Ampak vse zaradi žensk smo sploh tukaj. One rodile, prebile in vzgojile so nas. Po moje je že čas, da pokaže jim družba, koliko zelo so vedne in da biti mama ni njihova služba. Čakale in čakale, da svetu ne bo vseeno. Čakale in čakale, da za nas bo bolje poskrbljeno. Čakale in čakale, da se bodo razlike poravnale. Čakale in čakale,